Kam šli so demoni, ki bivajo v maskah? In kdo se tam vroče golote dotika? Kje koža svilena okopa se v mlakah in usta s poljubi razprejo do krika? Kje čaka jih kdo, ki ne ve za poraze in grehe in vse bo odpustil še tokrat? Kdaj vidijo svoje resnične obraze? In čisto na koncu, kam pojdejo jokat? Tudi teče le reka, ki več ne poplavlja in šah se počasi umika v mrtvice. Tu suhega čolna nihče ne popravlja. Letja pod večerje minevajo ptice. Decembrske razstave v Galeriji Prešernovih nagrajencev so namenjene aktualnim nagrajencem, tistim, ki so dobili Prešernovo nagrado ali pa nagrado Prešernovega sklada. Največkrat predstavljamo vizualne umetnike. Tokratna razstava pa je nekoliko drugačna. Predstavljamo 3 umetnike, 3 nagrajence, 3 umetnike, ki prihajajo iz istega okolja. To je pesnik in pisatelj, Prešernov nagrajenec 2021 Ferij Lajnšček, likovni umetnik, tudi nagrajenec 2021 Aleksander Červek in pa pesnik in pisatelj, ki je bil nagrajen leta 2007, Milan Vincetič. Sicer so že stari znanci naše galerije, saj sta oba pesnika že nastopala na predstavitvi pesniške zbirke Dotike daljav, Aleksander Červek pa se je enkrat že predstavljal kot nominiranec za Prešernovo nagrado. Nagrade so tisto, kar jih druži na zunaj. Notranje vezi pa so vezi 3 prijateljev, ki imajo skupni svet, svet prekmurskih ravnic in gričev, ki nam ga predstavljajo v verzih, prozi in likovnih podobah. Razstava Čas pozabe nam priroči mističnost prekmurskega duha, ki ga zasledimo pri vseh 3, še posebej v Červekovih črnih slikah ter Lajnščkovih in Vincetičevih ljubezenskih pesmih. Čas pozabe nas napotuje v najgloblje kotičke njihovega občutenja, ljubezni. Hkrati pa z njimi stopamo v preteklost, v svet, ki je skoraj pozabljen že pri njih, kaj šele pri nas. Aleksander Červek sodi v izredno močno generacijo likovnih umetnikov iz Prekmurja, ki je nekako vzniknila tam v 80-ih letih, v sredini 80-ih let. In po diplomi na Ljubljanski akademiji se je vrnil v domačo Mursko Soboto, kjer živi in ustvarja še danes. V Prekmurju ga ne poznamo zgolj kot slikarja, ampak je tudi širše vpet v lokalno okolje, deluje tudi kot grafični oblikovalec, kot zelo priljubljen pedagog, potem je tudi oblikovalec muzejskih postavitev. Nenazadnje je tudi avtor grba Mestne občine Murska Sobota in skupaj v soavtorstvu z kiparjem Mirkom Bratošem tudi avtor kipa posvečenega izgnanim Židom na soboški železniški postaji. No, tokratna razstava tukaj v Galeriji Prešernovih nagrajencev pa prikazuje izbor njegove razstave iz Galerije mesta Ptuj v lanskem letu.
ki je bila nagrajena z nagrado Prešernovega sklada. Gre seveda za en izbor, ker vsak prostor zahteva, ima svojo neko specifiko, tako da ne gre za nek neposreden prenos, ampak res zgolj izbor te ptujske razstave, ampak vendarle smo uspeli prikazati to dvojnost, ta dva pola njegovega ustvarjanja. Na eni strani črne slike, po katerih je seveda najbolj prepoznan. Tem črnim se zadnja leta pridružujejo tudi temnomodre in prusko-modre slike. Na drugi strani pa prav tako pomemben del, ki je širši publiki morda malo manj poznan. To pa so sproščeni likovni intermeci, v katerih se pogosto pojavljajo tudi barve. Torej širok spekter barv, kar marsikaterega, ki mogoče pozna samo Červekove črne slike, preseneti, ampak tudi v teh delih se vidi, kako odlično vlada materijo, kako dober kolorist je. S črnimi slikami je začel nekje proti koncu 80-ih let. Relativno hitro se je odmaknil od figuralike, prešel v neko krajšo informalsko fazo, nato pa prešel v to abstrakcijo. Zanimivo, ker marsikdo bi morda sklepal, da se v njegovih delih umetnika iz Prekmurja najde kaj stereotipno prekmurskega, pa vendar temu ni tako. Čeprav se umetnik v teh črnih slikah veliko ukvarja s horizontom oziroma izničenjem tega horizonta. Kot vidite, v teh črnih delih nekako umetnik ustvari konkavno-konveksne oblike, ki nekako razbijajo ta evklidovski prostor, kar je ena pomembna komponenta teh del, poleg svetlobe. To je še ena zanimiva značilnost, tipična lastnost teh črnih in zadnja leta, kot sem rekla, tudi modrih platen, z brazdami, ki jih umetnik ustvari, z vrezovanjem, z slikarsko lopatico v to bogato nanešeno barvno materijo. No, te brazde ulovijo ogromno svetlobe, seveda ob ustrezni osvetljenosti. In to svetlobo potem gledalec ob platnu kanalizira z lastnim gibanjem ob sliki po platnu. To je še ena taka dinamična komponenta teh del. Imajo pa te črne slike izrazito sakralen značaj, namreč ta ritem lopatice je zelo zanimiv, ker lahko v njem začutimo nek ritem kakšnih manter ali pa molitev, kakorkoli že, ni vezano na neko kulturo, ampak gre za univerzalno lastnost, ki jo začutimo v tem ritmu. Zato ni nenavadno, da so te slike bile že razstavljene na primer v Kostanjeviški cerkvi, torej kot zanimiv, eminenten razstavni prostor nekdanje cistercijanske cerkve. Luna bere gor in medi vetrove, da potuhne se živat med hiše in brloge, da bas nas novi Bog odmerja čez pokojne in spet je svet premil in lep in roža podivjana v cvet. Zanimiv pri teh črnih slikah je bil ta prvi odziv na to moje delo. V bistvu je ogromno ljudi ga ni odobravalo. Na začetku je bilo ogromno posmeha, nekega zaničevanja, pa kaj to delaš, pa to brez veze, pa črna barva, to ni nič. Ko da se je že govorilo, da pač drugega ne znam delati kot te črne slike, da pač ne znaš risati, pa ne vem. V bistvu mene to ni kaj dosti prizadelo, seveda imaš slab priokus v ustih od teh kritik, ampak se kaj dosti nisem dal motiti. Na srečo sem pa imel kar enih par ljudi na svoji strani, recimo bi omenil Jureta Mikuža, Tomaža Breca, Meto Gabršek-Prosenc, pa tu Janeza Balažica, pa kar nekaj ljudi, ki so takrat pomenili dosti v tem slovenskem prostoru. Ampak moram pa povedati, če ne bi imel teh ljudi za sabo, pa ne vem,
kaj bi se z mano zgodilo, ne? Ker če bi pa dobival od vseh strani po glavi, bi pa bila malo težka, ne? Ta zadeva. Ampak stvari so se razvijale naprej. Dobival sem čedalje več povabil za pomembnejše razstave. Takrat je še bila Jugoslavija, pomembnejše razstave v Jugoslaviji, v tujini in seveda, ti zraste tudi neka samozavest. Luna bere dol in morje vre pod dno, pogrušč in razbitine ladij, ki zašle so tot. Mest, ki niso razvaline, zvest, če se jim sine. Ko zaveje rodni čas, zaslednjič in takrat, ko prileže svetni par pod cvet, ki se osipa v sad. Z samo osamosvojitvijo se je pa trg zelo ozožal. Saj ne vem, koliko galerij sploh imamo v Sloveniji, recimo, ki so tržno naravnane, ne vem, 2, 3, mogoče, če imamo, ne. Če pa pogledamo, koliko je nas ustvarjalcev, je to, ne vem, po domače povedano, živa norišnica. To isto tako, če bi povedal, da bi imeli recimo 800 ali pa 1000 zdravnikov, pa 3 zdravstvene domove v Sloveniji, ne. Kam bi pa prišli, ne. In to je ista primerjava recimo z slikarji ali kiparji ali z vizualnimi umetniki. Mislim, zame je to katastrofa. Moram pa povedati, da imam zadnja leta veliko srečo. Sem začel sodelovati z galeristom Francijem Novakom z Ljubljane. Isto lahko povem, da on v bistvu moj mecen. Kako bi rekel, prvem sva velika prijatelja. In se mi zdi, da to je ena zelo fajn osnova za eno sodelovanje, ki traja že par let in upam, da bo še trajalo dolgo. Lahko povem, da v bistvu brez njegove pomoči bi mogoče naredil 2, 3 slike večje na leto in to je pa tudi bilo vse, ker vemo, da je material zelo drag, da je življenje zelo drago. In si ne znam predstavljati, ne vem, verjetno bi bil kar nekje na robu preživetja. Kateri sem, ki ga spiš in polagaš v roke gozdov, kateri, ki je moral slednjič pod sneg ali v trebuh ribe, da te zaroči in premine kot čuvar zemlje in zvezdnih tišin, kateri, ki še zna s palico nad kamen, ki dela ogenj iz voda, preden gre narazen. Zunanje vezivo, ki je povezalo Sandija Červeka, Ferija Lainščka in Milana Vincetiča v pričujoči razstavi, je okoliščina, da so vsi prejemniki nagrade Prešernovega sklada in Ferij Lainšček tudi Prešernove nagrade za življenjsko delo. Je pa kar še nekaj razlogov, da je slikam Sandija Červeka pridružen izbor Ferijeve in Milanove poezije. Prvi je morda ta, da sta Ferij in Milan skupaj začela literarno pot prav v polju pesništva. Ferij je v 80-ih letih ustvarjal modernistično poezijo in v njej slogovno, fragmentarno, eliptično, z močno simboliko izpovedal svoje osebno bivanje in tudi družbeno kritiko. Za slovenski panonski prostor, za Prekmurje ali pa Pomurje je bila ta pesniška pisava takrat resnično nekaj novega in presenetljivega. V poeziji do takratnih pesnikov, recimo Branka Šemna, Jožeta Oleja ali pa nekoliko tudi Ernesta Ružiča, je bilo slutiti nekaj modernističnih glasov, ampak Ferijeva poezija resnično prinesla nekaj novega
tudi lahko rečemo v takratni slovenski poeziji, modernistični poeziji nasploh, namreč literarna veda ugotavlja, da je literarni presežek te njegove poezije pomensko raziskovanje ruralne in naravne motivike. Po 10-letnem predahu je Feri svojo pesniško izpoved tako vsebinsko, kakor tudi formalno precej spremenil. Ustvarjal je metrično urejene in večinoma rimane verze ter jih družil v zelo spevne kitice in pesmi. Zelo komunikativna poezija, ki nagovarja zelo širok krog bralcev, predvsem z temo ljubezni in bivanjske izpovedi. V pričujoči knjižici, likovno-pesniški, ki spremlja razstavo in nosi naslov Čas pozabe, je Feri izbral 25 pesmi iz teh pesniških zbirk in iz pesniške zbirke Med nama je angel, ki bo kmalu izšla v knjižni obliki. Kot roža je cvetela in on je dišal, po ničem iz spomina in vetru izdaljav. Tako ga je čutila, kot čutiš redko kdaj, ga smehom je vabila in vabil ju je maj. Mehko mu je poslala, ker ležal nikdar ni, vso svilo mu je dala in kožo, ki dehti. Strastjo ga napojila in šla mu je v kri. Kot smola se stopila, ki vonja ne zgubi. Bilo je v tisti noči, ko luna moč ima. Še spal je kakor angel, ko tiho je odšla. Le sled mu je pustila in vzela kos srca. Vse leta je že išče, nihče je ne pozna. V spominu jo bo nosil vse svoje žive dni. Iskal jo bo v nebesih, a tam je tudi ni. Bila je Afrodita, že drug obraz ima. Kar hoče, to si vzame, se s tabo poigra. Na drugi strani pa, kot sem rekla, že ta igriv pol, ki je prav tako pomemben, ki je nek sopotnik tem črnim delom. Tu so pa ti likovni intermeci, ki so izjemno pomembni in pravzaprav nujni kot nek oddih, potreben odmik, kontrapunkt tem skrajno, bi rekla, racionalno zasnovanim črnim slikam. Gre za risbe v ciklu Skice za skulpture, potem gre za cikel Kar to ni, to je, kjer se zanimivo spet pojavi en določen ritem, ampak ritem vlovimo v umetnikovem rokopisu, ki prekriva belo obarvano platno. Potem tu zasledimo še zanimivo serijo z imenom Najlon, ki ima izrazito erotično konotacijo in ta serija jo lahko precej dobro povežemo tudi z literarnim opusom Milana Vincetiča, ki je bil človekov dober prijatelj. In tudi eno delo iz tega cikla Najlon je prav njemu posvečeno z naslovom Aleja. Sicer tukaj v Kranju ga ne vidimo, ampak lahko omenimo tudi to povezavo z tem pomembnim prekmurskim literatom. Tudi Milan Vincetič je v naslednjih svojih 14 samostojnih pesniških zbirkah ustvaril zelo samosvoj in prepoznaven pesniški svet.
ki ga na eni strani karakterizira geometrično premišljena forma tako pesniških zbirk kot tudi posameznih pesmi, na drugi strani pa vsebinsko izjemno razprta, odprta, razgibana moderna metaforika. Njegove pesniške zbirke so zelo natančno grajene, tako da so med prvo in zaključno pesem uvrščeni cikli z točnim številom pesmi. Najpogosteje je v zbirkah 7 ciklov s po 7 pesmimi. Tudi za skorajda vsako pesniško zbirko je ustvaril samo svojo obliko pesmi, ki jo je v zbirkah potem tudi dosledno uresničil. Kar pa zadeva vsebino njegove izpovedi, pa sega po duhovni vertikali proti transcendenci in navzdol do globin njegove duševnosti, po duhovni horizontali pa proti bližnjemu in tudi proti literarnemu svetu, bi lahko rekli, kajti za njegovo poezijo je po eni strani zelo značilna intertekstualnost, torej navezovanje na literarne svetove njegovih predhodnikov. Njena. Kar je ostalo, se še prerine, v senca vhoda in do kotla ter drobnice, ki še bleje, da spet so kvišku voda in pastir ter kopno, ko kopniš. Ob vstopu v galerijo pa vidimo manjša igriva dela, ki sodijo v cikel Onkraj spomina. Poimenovali so jih tudi tihi sopotniki, gre za neke sopotnike k črnim delom, kajti so začeli nastajati tam v začetku 90-ih let, vzporedno z ciklom črnih slik. In gre torej za majhne dimenzije, barvita dela, gre za oljne pastele, ki so nastajali v bistvu zelo zanimivo na različna vabila, ki jih je umetnik prejemal od različnih inštitucij. Skratka, kot nek sproščen oddih, odmik, kjer privre vse sorte na plan, gre za zelo spontani pristop brez naprejšnjih planov, zelo iracionalne stvari prihajajo tukaj do izraza. Skratka, nekaj, kar umetnik nujno potrebuje v teh likovnih intermecij, da se lahko potem znova vrne k črnim slikam, po katerih je seveda najbolj poznan. Z Milanom in Sandijem me je pravzaprav povezalo veliko stvari. Skupaj smo študirali v Ljubljani in se nekako sočasno pravzaprav vrnili v Prekmurje, se znova privadili pač temu okolju. In moram reči, da ob vsem umetniškem ustvarjanju in vsem tem, kar je pač z umetnostjo povezano, nas je pravzaprav vezalo prijateljstvo, to neko skupno bivanje. Bili smo si zelo blizu in s Sandijem smo si še zdaj seveda. Zanimivo je to, da so seveda naši umetniški koncepti verjetno zelo različni, ampak nek pogled na svet in doživljanje tega okolja, to nas je pa pravzaprav zelo povezovalo. Kljub temu, da že več kot 30 let slika črne slike, pa se pri tem ne izpoje, bi rekla. Nekako je to tehniko izpilil res tako, da so skrajno dovršene, namreč njegove začetne črne slike so bile zelo razševinaste, hrapave, v kompozicijskem smislu morda manj sistematično organizirane, no skozi desetletja
pa je ta postopek vrezovanja v barvno materijo s slikarsko lopatico tako izpilil in tudi sama konstrukcija oziroma armatura, kot on reče, ta skica, ki nastane še preden začne oljno barvo nanašati na platno, ga pa potem vodi skozi sam proces in seveda tu je, kot sem rekla, že svetloba tisti ključni element in pa prostor oziroma ti domišljijski prostori, ki jih umetnik ustvari skozi te konkavno-konveksne oblike, stožce, krivulje in tako naprej. Skratka, še zmeraj zelo privlačna dela, ki jih seveda so zastopana tudi v številnih pomembnih stalnih zbirkah slovenskih galerij in muzejev. In kot kaže, se umetnik še zdaleč ni izpel, zadnja leta, kot rečeno, se preizkuša v modrih odtenkih, morda ga zanese še v kateri drug žlahten odtenek, bomo videli. Na vprašanje, kaj me žene še recimo pri samem slikarstvu, če premislim, je še ogromno stvari, rad bi še ogromno eksperimentiral, rad bi še naredil kar nekaj velikih slik. Rad bi naredil enih par figuralek, rad bi se vrnil v barvo, rad bi naredil še nekaj črnih slik. Ker v bistvu pri črnih slikah sem imel en sistem. Recimo, ko sem delal te črne slike, sem lahko razmišljal o banalnih stvareh, recimo od literature, pa do kao trgovine moram kupiti, recimo, in stvar je tekla. Zdaj pri teh zadevah, ko vidite od zadaj, to je pa spet nek drug način razmišljanja, recimo zdaj je ena slika, pol bo naslednja faza, bo ogromno enih slik, ena na drugo, tretja na četrto. Ne vem, zanima me, ogromno stvari me zanima še, kaj se da scuzati po domače, pa še s tebe ven. Če bi za zaključek skušal poiskati še neke skupne točke vseh treh umetnikov, sodelujočih na tej razstavi, bi poleg pokrajine, ki jih povezuje in jo seveda na svoj način in nemimetično predstavljajo v svojih delih, to zagotovo bila globina pogleda. Njihov umetniški pogled sega globoko in razpoznava večplastnost in kompleksnost sveta in vsi ga s svojo govorico individualno, posebno znajo tudi izraziti. Zjutraj bo pesem že legla med sence na robu spomina, v kitari bo nekaj ostalo in zunaj bo čudna tišina. Odšel bom iz tvojega mesta, tja proti svetlobi na koncu. Nekoč bom umrl za svobodo, na trgu, ki dviga se k soncu. Živela bo pesem o fantu, ki duše ni hotel prodati. Po ulicah vaših je hodil, ostal je za zmeraj pred vrati. Ko svet bo drugačen, čez leta, ti roža bo v prsih vzcvetela. Takrat boš spet noro ljubila in zopet lahko boš verjela. Verjela boš lepim besedam. Verjela boš zjutraj tišini. Verjela boš fantu s kitaro, ki tiho bo šel med spomini.